Drage dijakinje, dragi dijaki, ali ste se kdaj vprašali, odkot pride električna energija do vaših vtičnic, od katerih so tako zelo odvisni vaši mobilni telefoni, vaši računalniki in druge naprave? Ste se kdaj vprašali, kako se pripeljete od doma do šole? No, odgovore na ta vprašanja boste našli pri študiju energetskega strojništva. V naravi, kot veste, energijski tokovi niso v taki obliki, kot jih mi potrebujemo. Zato je treba energije pretvarjati v strojih in napravah, in te stroje in naprave boste našli v naših laboratorijih. S tem se mi ukvarjamo na raziskovalni ravni, zato da bi jih prvič razumeli, da bi jih znali skonstruirati na način, da bi imeli čim boljšo energijsko pretvorbo in da bi bili seveda čim bolj ekološko sprejemljivi. Kot veste, trenutna energijska oskrba temelji na izrabi fosilnih goriv, s tem pa imamo več težav. Prva težava je, da bo teh goriv prej ko slej zmanjkalo. Druga, še bolj očitna težava pa je obremenjevanje okolja, ki je povezano z izpusti škodljivih emisij in s hrupom. No, nova energijska oskrba se bo pa opirala na tako imenovano krožno gospodarstvo, ki bo temeljilo na izrabi obnovljivih virov energije, drugačnih produkcijskih konceptov in pa seveda tudi na uporabi tako imenovanih vodikovih tehnologij, kamor sodijo gorivne celice, elektrolizerji, reformerji in kot podporna tehnologija tudi baterije. Z vsemi temi tehnologijami se v naših laboratorijih ukvarjamo na raziskovalni in aplikativni ravni. Pri tem našem delovanju se med laboratoriji po celi fakulteti vključujemo v interdisciplinarne projekte, ker so tovrstne tematike medsebojno izrazito povezane. Če vas torej zanima tovrstno področje strojništva, ste v naših laboratorijih zelo dobrodošli. Lep pozdrav, moje ime je Andrej Kitanovski, sem profesor na Fakulteti za strojništvo in sem član področja procesnega strojništva. Zdaj, procesno strojništvo je precej široko območje, za razliko od drugih področij strojništva mi nimamo toliko gibljivih delov, kot bi bili navajeni. Torej, pri nas se največ gibljajo tekočine ali pa elektroni oziroma druge vrste energij. Zdaj, področja, ki bi jih lahko opisal pa temu, ki jih poznate tudi iz navadnega življenja, recimo, so vsi procesi toplote, ki se izvajajo v recimo gospodinjskih aparatih, vse, kar se tiče hlajenja, vse, kar se tiče klimatizacije, tudi v objektih, se pravi ogrevanje, hlajenje objektov. Pokrivamo vsa področja, ki se nanašajo na obnovljive vire energije, torej bodisi ali govorimo o geotermalni energiji, v izkoriščanju tega lepega obnovljivega vira, do kolektorjev, ki jih uporabljamo v zemlji za to, da grejemo potem naše objekte recimo s toplotnimi črpalkami. Ukvarjamo se tudi seveda z ostalimi tehnologijami v procesni tehnologiji, torej če gledate recimo farmacijo, kemično industrijo ali podobno. Tam je ogromno enih procesov, pri katerih je potreben prenos toplote, pri katerih je potrebno ogrevati določene procese, hladiti. In seveda hlajenje pa ogrevanje ni tako enostavno, kot se mogoče zdi samo z besedo. Zadaj stojijo seveda tehnologije, ki jih je potrebno razviti. Te tehnologije so zelo različne, ker govorimo o zelo majhnih napravah, lahko govorimo o majhnih napravah, ki so mikromilimeter velike, do naprav, ki v bistvu zasedajo lahko eno ogromno sobo. Druge stvari, ki se nanašajo na to, so tudi mikrotehnologije. Mi se ubadamo na procesnem strojništvu ogromno z, dinamiko tekočin, z različnimi transportnimi pojavi v trdninah, v tekočinah, se pravi plinih ali pa kapljevinah. Zato ni čudno, da pokrivamo ogromno enih področij, ki se nanašajo tudi na mikroelektroniko. Torej, zelo pomembno danes je recimo oskrbovanje z hladilno ali pa toplotno energijo recimo mikroelektronike, zato da pravzaprav lahko normalno deluje in tudi zanesljivo. Razvijamo popolnoma nove tehnologije hlajenja. To je recimo, kar imam v rokah, je
ena izmed 3 prvih naprav na svetu, ki smo jih izdelali točno v našem laboratoriju in gre za popolnoma novo tehnologijo hlajenja. In seveda ukvarjamo se tudi z drugimi področji, recimo kot so sončna energija, in poskušamo najti ali pa razviti tehnologije, ki omogočajo recimo čim boljšo izrabo sonca in pa pretvorbo sonca v toploto ali pa električno energijo na različne možne načine, na različne možne integracije, bodisi na objektih, bodisi v posebnih elementih, recimo stavb, prevoznih sredstev ali pa na samem terenu. To smo tudi zelo močno povezani z industrijo. Samo sklop, tega procesnega strojništva na Fakulteti za strojništvo predstavlja okrog 60 raziskovalcev, doktorjev, profesorjev. In sodelujemo za več kot, ta trenutek sodelujemo za več kot 50 podjetij samo na tem segmentu procesnega strojništva z slovensko oziroma tujo industrijo. In seveda imamo pa bistveno večje in širše sodelovanje v mednarodnem okolju, ker konec koncev, če gledamo, eno je mednarodno povezovanje, ki je nujno, drugo pa, kar je potrebno poudariti, pa to, da vedno bolj posegamo v interdisciplinarnost področji, kar je tudi razvidno mogoče iz našega okolja. Vedno bolj se prepletamo z drugimi okolji, zato ker strojnik kot tak predstavlja dejansko integratorja različnih znanj, ne samo za področja strojništva kot takega, ampak v bistvu z celotnega področja fizike, drugih naravoslovnih znanj in jih zna aplicirati, integrirati za to, da bo omogočil neko skupno storitev oziroma izdelek. Pozdravljeni, sem Janko Slavič, sem profesor na Fakulteti za strojništvo, delujem v okviru katedre za mehaniko. Mehaniko ste spoznali v okviru fizike. Mi se ukvarjamo z statičnimi in dinamičnimi obremenitvami, katerim so izpostavljeni izdelki in strukture. Študente poučujemo za take primere, katere bodo spoznali v praksi in bodo z znanji, katere jim predajamo, sposobni narediti boljše izdelke in ponuditi boljše storitve. Pedagoški proces v začetku temelji na osnovnih teoretičnih principih, na nalogah, ki so morebiti bolj oddaljene od realnih primerov v industriji, v višjih letnikih pa so problemi čedalje bližje tistemu, kar bodo srečali v industriji. Veliko je numeričnih simulacij, eksperimentalnega dela in tudi znanstvenih raziskav se začnemo čedalje bolj dotikati. Osebno se ukvarjam predvsem z vibracijami. Eno od področij, na katerih delujem, je vibracijsko utrujanje. To je pomembno za pravilno napovedovanje in obvladovanje dobe trajanja izdelkov. Ukvarjam se z tem, kako to numerično predvideti, kako eksperimentalno obvladati. Drugo področje mojega delovanja je na primer optične metode, kako v bistvu z hitrimi kamerami lahko izmerimo dogodke, ki jih s prostim očesom ne moremo videti. In tretje so pa v bistvu pametne 3D natisnjene strukture, ki morajo imeti neko nosilnost ali neko obliko, kakor tudi senzorni element, kjer zaznavamo recimo neke notranje obremenitve ali pospeške ali podobne fizikalne veličine. Če so se morebiti komu moje besede zdele nerazumljive oziroma so celo koga prestrašile, vas spodbujam, da se tega ne ustrašite. Na Fakulteti za strojništvo smo zato tukaj, da dijake izučimo, naučimo, da potem, ko bodo zaključili našo Fakulteto za strojništvo, moje besede, ki sem jih prej izrekel, popolnoma razumejo in da so kompetentni strokovnjaki na področju inženirstva strojništva. Tako da vas vabim, da se nam priključite in postanete izvrsten inženir, ki boste pomagali, da bo slovenska in evropska industrija med vodilnimi v svetovnem merilu. Hvala lepa. Pozdravljeni na katedri za strojne elemente in razvojna vrednotenja. Mi se ukvarjamo s konstruiranjem mehanskih sistemov. Dijaki oziroma novi študentje se z nami prvič srečajo pri predmetu strojni elementi,
kjer se posvetimo tipičnim elementom strojnih oziroma mehanskih konstrukcij. Tu pred sabo imam izravnalno gonilo, ki je sestavljeno iz tipičnih strojnih elementov, naprimer zobnikov, ležajev, grednih vezi, gredi in ohišča. Na začetku se morajo študenti na naši smeri najprej spoznati z načini, kako se osnovne strojne elemente dimenzionira, kako se jih ovrednoti, kako se jih nariše in kako se jih predstavi potem za izdelavo. V nadaljevanju študija na naši smeri se potem spoznavamo z življenjskim ciklom izdelka, kjer na eni strani moramo pogledati, kako so izdelki obremenjeni. Na ta namen ponavadi uporabljamo merilne lističe, ki jih nalepimo na konstrukcijo, ki nas zanima. Zdaj tu imam en primer priklopa za avtomobilsko prikolico, kjer so merilni lističi nalepljeni na izdelek in potem pri tipični vožnji gledamo, kakšne obremenitve se dejansko pojavljajo na ta izdelek. Ko izdelek potem dimenzioniramo, je pomembno, kakšno gradivo izberemo. Se pravi, lahko izbiramo med kovinami, polimernimi materiali, keramiko in drugimi inženirskimi gradivi, kjer s pomočjo takih vzorcev, ki jih vpnemo v izkuševališče, določimo, kakšne so materialne lastnosti takega izdelka. In potem, ko poganjamo inženirske simulacije, te materialne lastnosti, ki jih določimo, uporabimo za ovrednotenje konstrukcij. Ko je izdelek narejen, v tem primeru recimo to izravnalno gonilo, ga lahko vpnemo na preizkuševališče in ga obremenjujemo s poljubnim obremenitvenim signalom, na podlagi katerega potem pogledamo, če se poškodbe na izdelkih res pojavijo na mestih, ki smo jih napovedali v simulacijah, oziroma lahko potem ovrednotimo tudi zanesljivost, zdržljivost in druge parametre nekega strojnega elementa oziroma izdelka. Če vas predstavljena tematika zanima bolj podrobno, vas vabim, da se nam pridružite v naslednjem študijskem letu na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, moje ime je Marko Šimic, sem nekako predstavnik laboratorija LASIM, ampak nekako tudi predstavljam celotno proizvodno strojništvo, ki zajema mnogo tehnologij, ki jih obravnavamo v študijskem reku preko različnih predmetov. In te tehnologije so od strege, montaže, logistike, do odrezovalnih procesov, do procesov spajanja materijala, kvalitete materijala, se pravi zaznavanje kvalitete med samim proizvodnim procesom. In te tehnologije nekako preko predmetov študentje spoznajo, da so potem kot tehnologi, kot proizvodni strojniki sposobni upravljati proizvodne procese. Zdaj, če malo pogledamo, kaj naš laboratorij, recimo SIM se ukvarja, konkretno recimo za neko strežnimi in pa montažnimi procesi, kot vidite, je glavna infrastruktura, ki pride upoštev tudi za same predmetnike in pa didaktiko, ki jo študentje spoznajo med samimi predmeti, demonstracijski center pametne tovarne in pa seveda tudi drugi moduli, ki so posamezni podsistemi, kjer seveda obravnavamo od neke napredne montaže z vsemi pripomočki, ki so značilni za industrijo 4.0, se pravi tudi te moderne tehnologije nekako spoznajo, do kolaborativne robotike in uporabe kolaborativnih robotov v proizvodnih sistemih, do same robotike, obravnava robotskih celic v proizvodnih linijah, sledenje materijala, se pravi razna senzorika, ki pride upoštev pri proizvodnih procesih, kakovost v smeri recimo nekega strojnega vida in drugih senzorskih aplikacij, do skladiščenja materijala, logistike, ki zajema tudi recimo logistiko z nekimi mobilnimi roboti. No in zato imamo potem tudi proizvodne procese, ki so krmiljeni v virtualnem svetu s pomočjo in pa podporo simulacijskih modelov, kjer se te procesi simulirajo, optimizirajo in upravljajo, krmilijo tudi realne procese.
Tako da proizvodni strojnik bi nekako obvladoval te tehnologije s podporo simulacije in modeliranja za učinkovito delovanje proizvodnih procesov kot celote. In te procese recimo potem pridejo v poštev kot neka osnova za razvoj recimo pametnih tovarn. In vemo, da pametne tovarne, pametni procesi, pametni sistemi so danes osnova, ki se dopolnjujejo tudi z smerjo mehatronike, s tem, da proizvodnik potem upravlja te procese v pametni tovarni. Če ste zainteresirani za to smer in želite več izvedeti, kako nekaj zasnovati, kako upravljati s temi sistemi in kako naj proizvodnja teče v optimalnem smislu in pa optimizacija v realnem času, potem dobrodošli na smer proizvodnega strojništva, kjer boste spoznali te tehnologije in pa spoznali metodologije, načine upravljanja teh procesov. Lepo pozdravljeni, moje ime je Rok Vrabič in sem eden izmed učiteljev na smeri mehatronika in laserska tehnika na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Mogoče marsikoga izmed vas zanima, kaj mehatronika je. Gre za interdisciplinarni študij, pri katerem tiste znanja strojništva, predvsem dosežena na prvi stopnji, potem nadgradimo tudi z znanji iz področja elektrotehnike, z področja programiranja, krmilnih sistemov, razvoja programov in tako naprej. Torej, skoraj vsak izdelek danes vsebuje prvine mehatronike. Če pomislite, tudi navaden pralni stroj ima danes en displej gor, pa nekaj gumbov, nekaj logike, nekaj programov. Kaj šele recimo vaš avtomobil, v katerem je nekaj 10 različnih ali pa morda celo nekaj 100 različnih senzorjev, mikrokrmilnikov, ki morajo zato, da zagotavljajo vašo varnost, vaše udobje, delovati usklajeno. Na mehatroniki se ukvarjamo z zelo različnimi izdelki, vse od pametnih strojev do robotov. Posebnost naše smeri pa je laserska tehnika, ki je v bistvu pri nas na fakulteti izjemno močno zastopana. Na fakulteti imamo dva vrhunska laboratorija za laserje, ki sta v samem svetovnem vrhu v smislu svojih raziskav, in zato je ta naša smer na nek način nekoliko unikatna na področju ne samo Slovenije, ampak tudi širše. Sicer pa prihajam iz laboratorija za mehatroniko, proizvodne sisteme in avtomatizacijo, v katerem se ukvarjamo z temi področji, obsegajo vse od robotike, krmiljenja, strojnega vida, uporabe umetne inteligence, recimo globokih nevronskih mrež, za potrebe nadzora kakovosti, krmiljenja in na splošno gradnje pametnih sistemov. Sploh na področju robotike sem še posebej aktiven in tukaj se ukvarjamo tako z aplikacijami industrijskih robotov, z aplikacijami mobilnih robotov, kot tudi z študentskimi projekti, v okviru katerih študente peljemo na tekmovanja v tujini ali pa v tem času, ko je to nemogoče, organiziramo tekmovanja celo virtualno. Ljudno vabljeni na smeri mehatronika in laserska tehnika, vabljeni tudi, da se udeležite informativnih dni na Fakulteti za strojništvo, kjer lahko od nas osebno zveste še kakšne dodatne detajle. Hvala! Pozdravljeni, sem Igor Petrovič, predavatelj na letalski šoli Fakultete za strojništvo ter na smeri prometni pilot letala in smeri snovanja in vzdrževanja letal na Fakulteti za strojništvo. Zdaj bi vam rad predstavil na hitro te dve smeri, ki sta v glavnem je pilotska smer, torej prometni pilot letala ali helikopterja, kjer imamo tudi priznanje iz strani Javne agencije za civilno letalstvo, se pravi smo dobili potrdilo, da smo odobrena organizacija za usposabljanje. To pomeni, da imamo striktne pogoje, kako lahko pri nas študirate, kaj vse morate imeti, ampak ob koncu študija, poleg diplome, seveda če vkolikor pravilno končate vse študijske obveznosti, dobite še potrdilo, da lahko pristopite k izpitom za prometnega pilota letala direktno na Agenciji za letalstvo. Na smeri prometni pilot letala ali helikopterja zelo dobro sodelujemo tudi z letalsko šolo Slovenske vojske. Njihovi kandidati namreč študirajo tukaj pri nas na smeri prometni pilot letala in pridobijo potrebne izkušnje. Hkrati štipendisti pri Slovenski vojski dobijo tudi plačane že ure naleta, ki jih pa pri nas na Fakulteti za strojništvo žal ne plačujemo, izvajamo samo teoretično usposabljanje.
Poleg tega ATPL usposabljanja za prometne pilote letal, pa izvajamo tudi usposabljanje za športnega pilota letala, to je PPL. Na tej smeri sodeluje tudi več predavateljev iz letalstva, ki imajo praktične izkušnje in dobite osnovno znanje, da lahko potem iščete svoje zaposlitve naprimer pri letalskih prevoznikih ali pa s tem znanjem prav pride tudi naprimer v agenciji za letalstvo, v kontroli, karkoli, kjer je direktno povezano z letalstvom, z načrtovanjem leta. Druga smer, ki je snovanje in vzdrževanje letal. Tudi tu smo se povezali z ljudmi z veliko izkušnjami, imamo predavatelje iz industrije, ki so dejansko snovali letala, ki imajo izkušnje. Priučijo se pa predvsem študentje bodoči znanje o snovanju, znanje o vzdrževanju. To sta v bistvu dve zelo veliki področji, vendar je področje v Sloveniji relativno majhno, tako da imamo to združeno skupaj in ko kandidati končajo, potem se pa še dodatno izobražujejo. Glavna prednost tukaj bi rekel, da je ta, da ko kandidati končajo študij, seveda dobijo diplomo fakultete za strojništvo, ob koncu pa si lahko tudi priznajo delno inženirsko licenco za vzdrževanje letalnikov. Določen del modulov morajo še dodatno poslušati pri drugih šolah. Za snovanje in vzdrževanje je pa zaposlitev naprimer pri Adri Tehniki, Solinair, pri vseh podjetjih, ki tudi naprimer mogoče snujejo drone, se pravi OneDrone, C-Astral, veliko podjetij, kjer uporabijo tako izkušnje, seveda bo pa po končani študiju na fakulteti za strojništvo se v vsakem primeru potrebno še veliko posvetiti študiju za dejansko kvalifikacijo za končni poklic. Poleg pedagoškega dela delamo tudi nekaj raziskovalnega dela, od letenja z droni in uporabo teh posnetkov v 3D modelu, primerjavo meritev iz dronov, potem meritev iz lidarjev. Delamo tudi veliko zdaj na uporabi oziroma implementaciji U-Space-a, se pravi nek skupen program, ki je za kontrolo brezpilotnih letal v zračnem prostoru. Poleg tega delamo tudi na različnih aeromehaničnih študijah, kot je bilo naprimer v vetrovniku. Noter ni res, da se dajemo samo krila, dajemo lahko tudi noter dele koles, kolesarje, seveda v pomanjšanem modelu. To bi bilo v glavnem vse. Glavno, kar pa je pa to, če vas vsaj malo zanima letalstvo, ali kot pilote, ali kot snovalci in vzdrževalci, lepo vabljeni sem, da pridete na fakulteto za strojništvo, se pravi projektno-aplikativni program in na koncu prvega letnika izberete eno izmed smeri, ki vam bojo ponujene.